Jaz zmeri pravim, mene ful sprašuje, kam pa pospravimo praline. Kam? Rečem v vinsko vitrino. 50 let je praznoval in so prijatelji prišli do očeta, so rekli, kaj če bomo za foro naredili čokoladno smučo za rojsten dan. Pa mogoče lahko joto spraviš v praline za kakšen festival ali pa kakšen ajmoht ali pa... Ja, to je bil izziv, to je pa spet eden izmed velikih izzivov, da plah probal povezati. Da bi pa naredil neko mišljenco, da dobiš svoj kove čokolade. Ja. Zdaj ne vem, a se to sliši dobro, najbrž bo kakšen nazaj za norce imel, ampak jaz mislim, da bi to špilal še zmeraj. Jaz tudi mislim, da bi. Ful je popularen, da ne vem, da so kakao zrna samo iz single origin, iz ene plantaže. Kreative ti ne manjka, vidim. Pa dobri 2 leti po temu, 2 leti pa pol, skoraj za boleznijo, v bistvu, ki je zbolel in pa je umrl, nažalost. Danes imam v podcastu prav posebnega gosta, mojstra čokoladnih pralin Maksa Pogačnika. Maks je kar nekaj časa nazaj že prevzel vodenje podjetja, družinskega podjetja in tole bo ena res luštna zgodba, tako da dajmo kar začeti. Maks, lepo pozdravljen. No, lepo pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo, da sem lahko prišel k vama Ja, z veseljem. na tale podcast, tako da mi je zelo zanimivo, da lahko predstavim svojo zgodbo, pa kar delam, pa ker smo začeli delati že nekaj časa nazaj. No super, ko si glih pri predstavitvi, bi te pa res prosil, da se nakratko sam predstaviš, kaj delaš, vaše podjetje, čisto nakratko se bova pol šla v podrobnosti. V bistvu sem Maks Pogačnik, prihajam iz Krope, v Lipanc imamo tudi to podjetje, v bistvu sedež, tako da s čokolado sem stike imel že v bistvu od rojstva, lahko rečem, ki je to že oče zelo dolgo časa nazaj začel delati, tako da jaz sem pa zdaj ukvarjam neki 4 leta, bi lahko rekel, da sem na svoji poti. 4 leta, wow. Tako, na kratko, pa lahko No, pa greva, pa se pravi, če sem jaz prav prebral, Molinet hiša čokolade, ne? To je vaše podjetje, družinsko podjetje, vi ste štartali, oziroma tvoj oče je začel s tem leta 99. Tako je, moj oče Uroš, moj bilo ime, je začel zgodbo 99. leta, ker je v bistvu, on je delal v Gorenjki in je bilo tako ful hecen takrat, saj to, kar je meni prav, ker sem bil takrat 3 leta star, ker se je to v bistvu dogajalo, ne. Nisem čisto vsega zavedal dobro. In je oče v bistvu v Gorenjki delal, pa ga je takratna šefica, kar je bila nadrejena njegova, je kar prijavila na en tečaj za praline, da bo v bistvu on delal za Gorenjko praline. In v bistvu takrat se je ta zgodba začela in on je šel na ta tečaj, pa je pa delavnico doma v bistvu svoje atelje postavil. Ko rekel tam, ker še dan stoji, pa tudi jaz delam tam zdaj naprej. Če sem pa prav prebral, je pa v bistvu tvoj oče štartal čisto druge, ne, v železarstvu. Ja, v bistvu metalurško šolo je naredil. Metalurško šolo. Ja, znajdo se pa je v Gorenjki. In je bil tudi začel je kar študent, mislim, da v bistvu počitniško dela, no, mislim, da so zaposlitev iskali, to mogo zdaj majhen bolj vprašati, ampak vem, da je začel brez znanja. Pa zdaj pa ful učil, ker pri meni je bil oče tak, da je ful rad, ne vem, se učil, pa napredoval, pa sam kakšne stvari pogruntal, pa naredil. In je tam prišel do tega, da je bil tudi, mislim, da vodja linije, pa to. In je tudi veliko imel pod kontrolo stvari, pa ful je bilo na začetku tudi lepo, ker so v Gorenjki kakao spražali, ne, so svojo čokolado delali prav, so ga pražali, pa vse. In je že to takrat delal. Pa iz tega je pa prišlo tako, da so videli potencial, Gorenjka rabila, mislim, da takrat gleda neke nove izdelke, pa tega res ni bilo takrat, če glede pralin, pa tega jih je bilo samo ene par, mislim, da v Sloveniji. Pa je oče začel delati, tako da je bilo na prstepih lahko po moje roke naštel. On je bil pol en izmed prvih, ki se je s Ja, pralinami lahko bi rekel, ukvarjal. ja. Mislim, da je bil samo še gospa Dobnikova pred njemu, pa mislim, da Lucifer tudi takrat enkrat začel. Mislim, da je bilo tako, pa je pa kar oče hmal. Kako pa je on v bistvu delal za Gorenjko, ali kar razvijal svoj atelje, ali kakšna? Kako se je ta zgodba razvijala naprej? Ja, v bistvu on je začel kar, mislim, da za Gorenjko delati, tako, praline. In so začeli delati, razvili so neke izdelke, tudi zelo dobro je to bilo, zelo se je prodajalo, takrat kar se spomnim, je bilo res dobro, pa kar vem, koliko smo mogli delati, pa če sem ful pomagal, pa pakiral, pa itak družina, vse žena od njega. Kdaj si bil prvič v delavnici, koliko si bil star? To imaš prve spomine. To je zelo dobro vprašanje, ampak jaz mislim, da moram reči, da ne vem, pri parah letih skozi zihar, pri 3-4, jaz mislim, da sem bil zelo hiter vpet v to čokolado. Da sem v bistvu zrasel gor, ker tudi tak sem bil, jaz sem se skozi pod nogam
muval, pa skozi sem mogel biti zraven, pa ful me je zanimalo to. Max in da- tovarna čokolade. Ja, lahko bi lahko, taki medal. Tako da in takrat se je tako začelo dogajati. Ja. In je pa je zelo dolg časa oče z Gorenjko sodeloval, naredili so veliko pač izdelkov različnih, neke bombonjere so bile, še danes jih imamo v glavu, take rdeče, ene so bile malo večje modre. Tako da zraven je še zase delal, pa za kakšna darila pa to. Tako da pa se je pa ta zgodba kar nadaljevala, pa ful je pri nam je oče ful rad razvijal stvari. Tako, ni se- Zelo radoveden, inovativen. Ja, pa vse. inovativen je bil ful. To je, ko pa je malo prišla, ko sem jaz začel, koliko sem to stvari mogel, koliko je ostalo od njega stvari, ki jih je naredil, ki ni hotel v bistvu dati sploh nobeno zaprobati. Tako, wow, Ja, okej. on je bil ful tako, ja, to ni dobro, tega nisem dobro naredil. Ampak je bil pa tako kar pred mnogimi naprej po mišljenju Odlično. tega. Ja, viš, to je ful dobro. Pa samouk, bi lahko rekel. Ne? Tako pač. On se je veliko sam naučil. Pa, če pogledamo, kakšni so bili takrat stroji, ki je on delal, pa kakšni so danes. Je ful zanimivo to na kakšnih slikah pogledati, ker so pol stvari sami naredili. Ja, se ni na roke temperiral čokolade. Ne? Ne, to ne skoraj, ampak sami so sestavljene mašine, Aha. da so v bistvu ogrevali pa hladili. Ne? A vidiš, tukaj mu je verjetno prav prišlo tudi metalurško znanje. Majhen je pa klev novče ja, tega. Ampak to je bilo res zanimivo za videti. Tako danes, ko pogledam kakšne slike ali pa se tega spomnim, Ja, ker to so se spomnim. ja. Tega, pa še danes tam so stale te, tako pač. Jaz danes pridem na knof, pritisnem, a ne, pa se čokolada stemperira na to Ja. temperaturo, hočemo, takrat pa mogo majhen bolj vedeti, za kva se gre, pa občutek imeti za čokolado, pa za stvari. Tako da je bil resno mojster tega bil svojega mojster. dela, Ej, moram reči. Sem pa prebral v enem intervjuju oziroma enem članku, da sta se tvoja starša v bistvu spoznala v službi. Ja, z v mamo. Gorenjki ste se spoznala, to jih je pa ena prijateljica družinska, ki sta se prej poznali, ki sta delali v Gorenjki, jih je v bistvu pa je spoznala, ki je oče tam začel delati. To je tudi taka zanimiva zgodba. Pa je tudi- Čokolada gre skozi, ne, Vam čokolada. teče po krvi, ja? Ja, nekaj, ali pa zgleda, ne vem. Usodna čokolada, ja. Tako je bilo Čak, usoda, ja. Je tudi mama, ki je upletena, bila zraven v, pač to, v štart ali skupaj delala kaj z očetom? Zelo je pomagala, je zelo veliko. Ja. Ja. Pač veliko je bilo upeta v to, itak je, ne vem, takrat je bila družina, ona je veliko to poskrbela. Oče takrat ful delal, ne, pa sami so delavnico pozidali, pa Wow. a ne, itak ni bilo denarja, pa to. A ne, in so ful sami naredili, da so tako, da je bilo krno, tako zanimivo za vse. Tako da je bila mami ful upeta v to zgodbo. Pa poj, ki je bilo treba to, ne vem, pakiranje, pa te organizacije, pa zdaj sama, da bi delala noter, to nikoli, to ni. Itak je tudi v Gorenjki, ona dela še danes dela. Tako da je pa poj sama organizacija, ne vem, glede pakiranja, pa tega, to je pa ful načez bila, pa da je družino, ne vem, za otroke veliko skrbela. Pa. In Ti če gremo pol gospodinjstvo malo dela. naprej, ne? Ti si v bistvu delal kot kuhar, če malo pohitriva po tvojo zgodbo, ne? Ja, če majhen preskočimo pa ta leta, jaz sem bil itak upet od tega, kot sem rekel, že od majhnega in sem skozi pomagal, zelo veliko sem bil zraven, tam, pač v delavnici, v ateljeju, če lahko danes malo lepše rečem. In sem bil skozi zraven in mi to danes ful, v bistvu, pa če spet preskočim, mi danes to veliko da. Če pogledam nazaj. Ne. Pri kaj? Pri kreiranju okusov, pri disciplini? Pri okusu, disciplini poznam ljudi veliko, ne vem, dobavitelji so z enim isto delam, kar je oče delal, ker takrat, ne vem, ko sem jaz zavrtel telefon do določenih, so pač odprte roke imu in to poj vidiš šele čez leta, kako to pride. Ne vem, ko sem me poznal od tacga le, pa zdaj, ko sem na svoji poti. Tako da, to je bilo res zanimivo. Ja, pa je bilo pa itak treba, jaz sem osnovno šolo zaključil, pa je bilo pa treba nekaj imeti na srednjo in sem izbral gostinstvo. Pač na gostinsko šolo v Radovljico srednjo sem hodil, mene je skozi kuhanje pa nekaj, ne vem, zanimalo, pa ustvarjanje, pa rad sem kuhal, rad imam hrano, še danes zelo spet drug pogled vidim glede tega. In pa sem pa na gostinsko začel hoditi, to je bilo tudi v redu, moram reči, dobra ekipa smo bili, sošolci vse, če se spominjamo. Pa je bilo pa itak prišel prvi let prakse, v drugem letniku, pa nekam treba je začeti delati in so mi pa po znancah so mi predlagali, da bi šel, v bistvu, da poznajo šefa Simona, Bertoncelna iz Toplic, tudi če danes dela, in me pač vzel takrat. Jaz nisem noža znal držati, ker sem prišel pač v kuhno. To moram reči. Pravilno, ampak tam sem pa kar skozi sem ful tak bolj
odprt tip človeka. Ne. Jaz rad spoznavam ljudi, rad govorim, zelo rad govorim, veliki. In ko sem prišel v kuhno, najbolj hecen je bilo, ker mi tako je, pa nam je zmeraj oče z mano šel, ne, in pa sva šla kepa in on šel zraven. Pa je zmeraj rekel, če je kakšne težave, meni morate povedati. Simon je pa rekel, če bo dober, bo delo, če pa ne bo, pa ne bo. In si bil dober. Ja, Očitno. in zgleda, sem bil dober, tudi moram biti hvaležen Simonu veliko za takrat, za une čase, no, pa še danes sodelujeva, sam na drugih področjih. Ampak takrat je bilo res to ful, tako ful mi je bilo dobro. In smo ustvarjali v kuhanj, dal mi tudi kakšne stvari, da sem sam delal, res sem videl ta posel čisto z druge strani. Pa dobro mi je bilo tudi, oni so imeli takrat še kuharske reprezentance, je bila pa kar močna in sem tudi zraven povabil, da sem bil kuhar pomočnik. Tako da in to mi je bilo, jaz sem bil takrat, ne vem, 18 star in to je bilo meni wow, ne, da lahko tam, ko gledaš, ko ustvarjajo, pa spet enkrat zraven, dejansko lahko vprašaš za kakšne nasvete, tret. In so tudi ostali fanti ful v redu, tudi poznamo še danes od tega. Tudi na olimpijado sem pa šel z njimi kot pomočnik, moram reči. 2016 je bilo, če sem si prav zapomnil, v Erfurtu, tam je pa sploh spet drug videnje. Smo videli pri nas, kva je, pa kaj pa poj tam, ker je spet denar zraven, ker je veliko tega, ker je to spet lažje. Ker tukaj so bili fantje povsod drugje zaposleni, so se matrali, v bistvu trudili, to je še zraven bila dejavnost, da je bilo. Drugje so bili pa, ne vem, pa poslušaš, so pa tam zaposleni 4 leta samo zato, da delajo za ta dogodek. Da trenirajo. Da trenirajo. Olimpijske igre, to kot športniki. Tako. Ista zadeva. Tako da pa sem pa jaz zelo dolg časa kuhal, ja. Pa sem rad kuhal, pa ustvarjal. Pa sem pa vmes je bilo, pač je prišlo včasih, ko so prišli, sem zamenjal. Sem pa šel v restauracijo Tabor, River restauracijo Tabor, v Podbrezje, tam je bilo, pač tam moram reči, isto vrhunski časi, tam me je Mateja poklicala, tudi sem bil star, nekaj čez 20, mislim, da ja. Me je poklicala, da iščejo tudi enega kuharja, novega, če bi prišel, v bistvu ta prvi, najbolj skecen je bilo ta prvi, me je hotela za šefa kuhinje, da bi prišel. Sem rekel, to ne upam, pač, ne vem, nisem bil prepričan še, če znam toliko stvari, pa to. In sem rekel, da pač tega žal ne moram sprejeti, da ful hvala, pa ki vidijo potencial, pa vse, ampak da trenutno še ne. Ampak pa so pa skozi v stikah, pa neki, pa so pa rabili novega, še enega dodatnega kuharja, pa sem se pa takrat odločil in sem v bistvu zamenjal službo in sem šel pa v River restauracijo kuhati, tam Matej, tam pa moram reči, se je pa spet začela, spet čist nova zgodba, ki pa moram reči, da danes traja še, oni so mi ful veliko dali, to je družinska restauracija, tako da Tabor je super, ja. Ja, tam je pač, to je moja najljubša restauracija, to lahko povem, ker sem zelo velikrat tam rad, pa še to, da povem, da prej rib nisem ful rad jedel. A zdaj pa jih? To je ful zanimivo, ja, da včasih sploh ne, tako da, pa sem pa tam začel delati, ja, tam je bil en super šef Gašper Kordež, tudi je še danes tam, moram reči, da mi ful veliko dal on, ful, tako, na vsemu področju, na kuharskemu, na osebnemu, tako. Sva se res razumela pa vse. Pa smo pa tam zelo veliko delali, tudi to je bilo čisto družinsko, mi smo se že tako kuharjena družina počutili tam. Jaz sem bil kuhar. En del družine imam občutek, no, tudi danes pa če lahko, če pa Matejo poklicali, mislim, da potrdila to, ker so mi res veliko dali. In to je bila, jaz sem bil tam 4 leta v Taboru, v bistvu. Deluje, ker si ful užival v bistvu v tem. Ja, zato ker je bilo do okolju, sem se zelo dobro počutil. Tako, pa mi pa deva pa povedati, kako je zdaj bil prehod, kaj se je zgodilo? Kako to, da si šel iz kuhne v čokolado? Takrat je bilo pa vmes, v bistvu, najbolj zanimivo je bilo, ko sem jaz zbolel, ko sem jaz zamenjal službo, je pa prišla bolezen, je pa oče zbolel. Mi smo vmes mislili, da bomo malo več časa skup, pa to, pa tudi takrat smo motorji si kupili, svojega Honda, se bomo skup vozili. Okay. In to je bilo res glih tisti čas, je pa oče zbolel za boleznijo, tako da pa je bilo pa, takrat sem službo zamenjal, pa sem bil pa 4 leta še temno vmes in glih v tem času, kukar je bil oče bolen, itak je že vmes se oče odločil, da ne bo več delal. Pač že preden je zbolel, je rekel, zdaj pa pač, jaz tega ne grem več, bom si službo najdel, to bom pa delal za gušt, pa če bo ga še nekaj zanimalo, ga naučim. Tako da, ampak smo pač načrte prekrižali čisto druge stvari, je prišla bolezen
Pa je zaključil, firma je bila v mirovanju, pa dobri 2 leti po temu, 2 leti pa pol, 2 leti pa pol, skoraj za boleznijo, v bistvu, ki je zbolel, pa je umrl, nažalost. Tako da sem bil pa takrat še v taboru, vmes je hotel vse prodati, je bil že zmenen, da bi vse prodal, da zaključi to zgodbo, ampak pa žal so bili načrti malo drugačni. Mislim, da ne vem, Soda je nekaj drugega hotela zgleda. Sem bil pa takrat še v taboru, pa sem velikrat to delavnico gledal dol, pa ne vem, vse stvari so ostale. Pa nikoli ni bilo kar neki, da bi začel delati, pa sam. Itak, malo sem bil mlad, druga glava, druga razmišljanja, malo strget z glavo in pa je pa prišlo enkrat en obdobje, pa neka brco sem dobil. Tako pač. Kaj se je zgodilo? Ena zgodba je prišla, da bi skupaj delali, v Okay. bistvu z enimi, pa smo pa začeli delati, ampak so se pač poti razšle na druge konce. Imensko pa to ne bom glih govoril. Ja, pa sej. to. Okay. To zanimiva zgodba je bila v glavnem. Ampak mogli biti kar scary, ne? V bistvu greš iz neke take precej stabilne službe, ne? Pač rekel si, kot familija smo se počutili v podjetništvu. Ja, res je. Ja. Vmes je bil v bistvu korona, ne? Korona je to dala, zato smo bili doma, gostinstvo zaprtje je bilo vse, ne? Pa smo pa mi začeli pri meni ustvarjati. S telimi, da bi skupaj delali pa to. Pa so bili pa načrti čisto drugačni, oni so šli svojo pot, jaz sem na svoji poti ostal. Pa sem pa vmes probal delati, da bom delal tam, pa malo doma, pa to, ampak pa sem videl, da pač to ne gre več, da to ne može, da trpi ali svoje, ali tam, ali pa oboje, ne, pa še jaz. Tako da pa sem pa rabil kar en čas, pa kar veliko poguma, pa v glav, da sem prepletal vse, da sem se v bistvu, da sem pa izbral pogum, nekega aprila je bilo to, ja, sem zaključil jaz, pa v bistvu pač z Matej. To mi je bilo po moje, da najhuj stvar do zdaj, tako da sem dal pa tam odpoved, no, to moram res reči. Mi je bilo kar, Zakaj? ni bilo prijetno. Da ne bi prizadel sodelavcev ali... Pa to vse si, jaz pravim, da si itak vsak je nadomestljiv, se mi zdi vsakmo poslo. To zdaj, da bom to ne, ker so pa zelo hiter naprej, ampak zaradi tega odnosa, ki smo imeli dober odnos, me je bilo to ful dobro, ampak pa vidiš, da če ga imaš takrat, ga imamo lahko zdaj še boljšega, tako da lahko rečem, da bomo zdaj res še boljšega. Super, evo. Res dober odnos naprej in z vsemi, in z Matejo, ki je šefica, in z ostalim personalom, s kuhno, s strežbo, se res vsem zastopano, tudi z očetom od Mateje, ki je tudi veliko pripomogel do tega, pa vse. Tako da, pa sem pa takrat zbral pogum, pa šel, ja. In kakšni so bili po začetkih? Si kaj, recepture imel, posle napeljane, kako si sploh štartal? Koliko časa je trajalo, da si zadevo... Jaz sem imel veliko receptur na srečo od očeta, zelo veliko. Tako da to mi je tako ful pomagalo, pa veliko znanja sem tudi od njega imel, ker sem bil, tako sem že rekel, jaz sem bil skozi njega. Jaz sem tudi, zanimivo je, ker sem bil pa še manjši, pa še mlajši, ki je bilo treba jeti, ne vem, ki je on šel na sestank, sem se z njim peljal v Ljubljano, pa sem avto čakal. Pa jedel čokolado. Ja, samo zato, da sem bil tam zraven, ali pa ne vem, pa me pa že povsod imel zraven, pa sva šla, ne vem, na sejnke, pa ne vem, do kakšnih dobaviteljev in ful mi to dobro pomagalo, zato ker sem se jaz odločil, sem poklical tega pa tega, ne vem, prva stvar, ki sem poklical, je bil Alpegel podjetje. Direktor je lastnika Marjota, ker sta bila z očetom ful prijatelja, lahko rekel. Že kolega, ja, sta delala od samega začetka in jaz se prav spomnim, takrat sem poklical njega, sem rekel, Marjo, jaz bom začel čokolado delati nazaj. Ja. Je bil ful vesel, tako res je bilo dobro videti, pa to podporo, ki sem ji dal. So rekli, pač Max, ker rabaš, pridhnem. Pač tle imaš ti odprta vrata in tega je pa zelo veliko, ki vidiš, ker sem jaz to z očetom hodil, pa kaj pa sem me spoznal, koliko ti pa je to da. A misliš, da te je tako že malo pripravljal, v bistvu, on imel v mislih, da bi ti prevzel to? On je rekel, on ni hotel, da bi jaz z njim delal. Pač on je rekel, vi si morate svoje službe najdeti. Jaz ne bom to, pač vi svoje službe, jaz sem enega na silo. Jaz sem pa gostinstvo najdel, ker pa ni bilo pa dodatnega časa zraven to delati, ne. Okay. Tako da, zdaj ne vem, ali je bilo to priprava na to, kar je danes, ali sklep okoliščin, pojma nima. Jaz mislim, da nikoli ne bomo vedeli. Ja, vse se tako lepo poveže. Ja, na koncu kar poveže, pa vidiš, pa jaz velikrat pomislim, kako meni to pomaga,
Pa kolikrat sem rekel, ne vem, ker sem delal v gostinstvu, pa sem delal po 12 ur, po 15, sobote, nedele, praznike, poletja, pa to, ker ste takrat star, ne vem, od 18, ki ti malo dogaja, nekaj povsod raču, pa žurke, pa sem, pa Ja. itak, a ne, ampak pač jaz sem bil pa tam, pa sem bil kuhan, ampak ko pa danes zavrtim film nazaj, koliko mi to danes dal nazaj vrnilo, ker sem zdaj v svojem poslu, tako pač si velikrat rečem, to je to pač. Super, evo. Nekaj daš, pa nekaj dobiš enkrat Ja. nazaj. Se ne kojem, ampak se pa enkrat. Pa na koncu poslu štejejo ti odnosi, a ne? Kakor si To se mi rekel, zdi to najbolj pomemben. da se naplete ta mreža odnosov. Te mi povej, kako izgleda tvoj dan v službi, v ateljeju čokolade? Moj dan kar dober, v bistvu, to je zelo dobro vprašanje. Ker so tudi rekli, da ga bomo enkrat posneli ta moj dan. Okay. Sva rekla v bistvu s Hanom, no. To pa je še od Hani bom več pa je povedala, ker naj se tudi moram ful zahvaliti, Okay. da sem lahko tam, kjer sem. V bistvu moj dan je tako, jaz ostanem tam nekje ob 5:30, se zbudim, pa nek čaj skuham, zdaj ja grem še mogoče na sprehod, kuža pelem, ne čisto vsak dan, ampak se pa zgodi velikrat, da grem zjutraj na sprehod, pa imam pa maile ta prvo. Odprem računalnik, to še doma naredim, da je umirjeno. Pa odprem računalnik, pogledam, kaj imam za narediti, kjer maili so za napisati, ponudbe, pregledam stvari, pa grem pa v svoj atelje, v bistvu tam pa ponavadi pridem med 6-7 uro, tam koliko 7 pridem pa v atelje, pa vidim, kaj imam za narediti, kjer je praline, kaj od čokolade treba narediti. Pa ti sam delaš v ateljeju? Ja, trenutno sam, ja. Imam kakšno pomoč, če rabim, sem pa kaj itak mi družina pomaga, ki mi stoji, pa tudi lahko poveva od tega kaj več. Ja, se to mi je pač Ampak trenutno sem sam zaposlen. samo. Jaz sem zaposlen, pa Hano imam, ki mi pa skrbi za marketing, social, pa tako da me kdaj nahaj, pa če sem bolj Ja, ne. nam rekel z besedo. Tako Če da, si, če imaš nizek dopamin, kako bi ja, rekel. tako da, in ona je pač ta zunanja, ki mi res ful pomaga, ker pač brez nje sploh ne bi bil tam, kjer sem. Tako da z njo sva ful na vezi, prek tega mojega dneva, ki jaz začnem tudi zjutraj, ponavadi zjutraj do tona začne, pa prek maila, pa kva nimam, ali pa mi pošle. Tako da pa začnem jaz praline delati. Velikrat, no. Zorganiziran si, zdaj, kaj bom danes naredil, kakšen imam plan, kaj moram, ne vem, kjer odpremo imam, kaj rabam narediti, okuse, pa se začnem, pa lotam. Pa delam, zdaj odvisen, če je izven sezone, pa ni toliko obsega dela, probam, da tam nekje ob 3-4 zaključim, no, 4. Mogoče. Skrbiš za to ravnovesje? Probam, ja. Ampak zato, ker pa pride, ne vem, pridejo pa dnevi, ki bom po 12-15 ur tam, pa se pa malo iznič. Saj kaj del grem jaz dol, ne. Je to vikend, je to velikrat tudi med vikendom gre tudi velikrat delati, kaj je umirjeno, ker ni telefonov, ker ni druga, pa veliko narediš, ker treba kaj razmišljati ali pa. Velikrat treba tudi zdaj, ne vem, ful je treba ustvariti novih stvari in tudi velikrat pa nimam časa, ki toliko dela dodatnega in pa je težko ustvarjam. Tako da pa zdaj, če tako da prej zaključim nekje ob 4, se posprav, grem domov, zdaj, če je treba kaj pelati, pelem to, ne vem, po službi ponavadi, da ne vmes. Pa ponavadi kakšen šport, jaz sem ful rad šport, kolesarjenje, ful rad v hribe hodam, tako da, kaj od tega ponavadi naredim. Ali pa se kdaj dobimo, pa grem kaj dobrega pojesti, kakšna flaša dobrega vina popiti, to, kar me zanima. Pa že velikrat razmišljam že v naslednjem dnevu, kako bo, pa kaj imam za delati, pa Cel dan, no? skozi imaš nekje v zadju, ja, težko je odklopiti, jaz mislim, da težko tisto, ki dela, vsak pri sebi ve, Ja. da je zelo težko odklopiti za 24 ur, ne vem. Težko je, sploh ko si na svojem. Pa, ko si na svoje, pa če si nekje na začetku, pa itak skozi neko glavo, kaj pa če kaj pa če ne bo, pa tako da, Super. pa naslednji dan pa podoben. Tako da, pa je pa čisto odvisen, zdaj, če pa večji obseg delati, kot bo zdaj prišel v teh časih prazničnih, pa to, tam pa začnem, tam pa kar isto zgodaj začnem, pa ampak sem kar do večera velikrat. Do tam. večera, okej. Pa velikrat je treba tudi biti, ne vem, pozen, ali pa kdaj po noč treba kaj narediti.
Vsi imamo kdaj takole busy dneve, kot je ravno kar Max povedal, in tudi jaz, kadar pridem domov in nimam časa kuhati, res kaj preveč, si vzamem tele Oplant polpete, zelenjavne polpete, najraje imam te špinačne ali pa sojine in v nekje 10 minutah imam pripravljen uravnotežen, zdrav in okusen obrok. Zdaj gremo pa nazaj pogledat, kaj ima Max še za povedati o čokoladi. Evo en takle hiter tako z zelenjavnimi polpeti. Fantastični so. Veliko hrustajo. Rekel si, da boš imel zdaj malo več dela, ker prihajajo prazniki, pa to december, sezona. Daj mi malo povej, kaj, to imaš v bistvu čez leto več takih? Valentino, verjetno, nov let, kaj so te glavne sezone? Zdaj, glavna sezona moja pride zdaj, v bistvu, kar je november, december, zato jaz veliko delam poslovnih daril za različna podjetja. In v bistvu ful tudi, kako se že reče, ne avtomatiziram. Ful personaliziram zadeve, tako se res se potrudimo, ker imamo res enega dobrega oblikovalca, ki tudi že od začetka delava in se prilagodimo stranki. Pač ful bi radi, različne podjetja bi radi, da bi gor svoj logotip dali, a ne, svoje škatlice malo drugače in to se mi vse prilagodimo. Tako da zdaj prihaja moj ta najbolj, pa se je že v bistvu že oktobra zdaj začel. Pa vsak let me malo prehti. To čisto vsak let reče, da se bom prej pripravil, pa vsak let prehti. Ampak se učimo skozi. Tako da drugače pa, ja, je neki teh nihanj, ki pride. Zdaj, če rečemo glavna sezona, prvi je oktober, november, december. To mi top. Poj pa Valentinovo, poj zdaj 8. marc, tudi vsak let več, zelo veliko podjetja podarjajo po službah za zaposlene, ne, imamo za ženski del, pa za moški del, da učenikov poj, tudi je tega skozi več. Po mi pa pride festival čokolade, to je tudi en pomemben dogodek v letu, ki je v aprilu. Tako da se kar skozi nekaj dogaja. Vmes imam pa poj kakšne različne projekte, ki jih sami delamo, kaj novega razvijam, ker je treba kaj razviti. Ok. Dajva povedati malo teh vaših, vi ste delali kar nekaj posebnih projektov že, če sem prav prebral, od čokoladne rulete do smuči z Elanom. Povej mi, kaj ste kaj naredili. Te dva projekta sta bila taka najbolj zanimiva, ker še danes traja, še zdaj, v bistvu pač traja, vsak let obnovimo, to je čokoladna ruleta. Kakšna je ta ruleta? To prav velika ruleta? Ja, iz čokolade je v bistvu sestavljena cela. Nekaj 130 kil čokolade, mislim, da je. 130 kil čokolade? Ja. A jo pa pojete ali pa šparate? Mislim, da jo pojejo. Super. Da jo pojejo, ker je itak vse narejen z tega, da je za pojest. Tako da to je pa prišlo na festivalu čokolade, pa bom zdaj rekel, je bilo 2016, 2015, to bi mogel točno, ali 2017, tam nek bi mogel točno pogledati in so pač takrat je na festivalu čokolade so rekli, da bi naredili kakor neko nagradno igro za obiskovalce, da bi igrala, ne, da pa je neko nagrado dobiš in da bi bila pa ta čokolada, da bi bila ruleta iz čokolade narejena in so pa očeta takrat poklicali, če je to pripravljen narediti. In takrat itak tudi izzive rad imu, pa nam oče in rekel, bomo naredili, sicer nam je kar veliko preglav izdelali na začetku. Verjamem, ja. Zelo veliko, ker nismo vedeli, pa zdaj kako jo bomo naredili, pa bomo sestavali jo, pa smo jo sestavili, pa je počela, pa smo jo oblivali. Pa na začetku je še ta kolo, mislim, da je Miro pomagal Rizmondo, da je izrezlov, to je čista prva ruleta. Pa za drug let smo pa že se malo več naučili, je pa prišel še en moj prijatelj, zelo dober družinca, on se potem s kulturom pa to malo bolj ukvarja, smo pa njega povabili, ker sem jaz takrat ga poznal iz kuharskih vod in smo takrat skupaj ustvarjali, ona je bila še lepša, tam je že kar malo bolj. Tako da pa vmes ni bilo nas prisotnih na festivalu. Pa smo pa spet, ko sem pa jaz začel spet delati, v bistvu smo pa spet naredili, mislim, da zdaj že ta drugo letos. Aha. Da je bila tudi prisotna. Tako da smuči Elanove, to je bilo pa tudi zanimivo. To je pa v bistvu so pa prišle ven, ko preko iz enega heca, iz družinskih zadev, zato ker je enemu rojsten dan, en gospod, ki je delal v Elanu, še danes dela in so 50 let je praznoval in so prijatelji prišli do očeta, so rekli, kaj če bomo za foro naredili čokoladno smučo za rojsten dan. In je pač oče rekel, kaj bomo naredili, ampak tam je bilo pa malo več izzivov, ampak na koncu je bila smuča dejansko iste velikosti, kakor so jo pokazali, kje robi. Dizajn je bil gor tudi po smuči, tako da tudi na koncu je imela
Še zaobljena. zaobljena. Aha, In to je bilo res zanimivo tudi videti, kako je to delal. Pa to dela iz modelirane čokolade? Ali... Ne, to je bilo vse iz te čokolade. Vse? Ni bilo nič, ja. Oh, wow. Ful bilo lažje, če je bilo iz te modelirne, ampak mi smo pač go hard ali pa go home. Kako rekel. Večino, ko spremljam, malo so te skulpture kar velike. Pa tudi nismo poznali, zato ker se zdaj pa čokolada, a ne, spet imaš ful različnih čokolad, pa so samo za skulpture narejene, pa imajo več rastlinskih maščob. Pa mi pa takrat itak nismo točen vedeli, ne, nova zadeva. Ampak je ratal, je naredil smučene, par jih je šlo nazaj, da so se pretopile, tako da pa je Elan tudi zraven stopil en let na festivalu čokolade, tudi moram letenco tam, to je bilo vse okrog 2017, mislim, da. 2017, 2016, če bi lahko naredili nek nov model, so imeli, če bi lahko to smučo pa je naredili mi, da bi bila tam predstavljena. In je naredil, ja. To je pa oče takrat vse, jaz sem bil zraven, vem, kako je delal, ampak je bil kar velik izziv, zato ker je bilo treba celo potiskati, ne, pa še v original velikosti je bila, kakor pa tiste. In pa je bilo najbolj zanimivo to, ker je bila smuča tam postavljena, po mojem, da še par ur ne, so že polomili. Ojoj. Je že en gost prišel, spredi res probal. In je že... Če je šla. Dobro, da se ni stopila. In je že šla. Ne, tako zanimivo. Ja, taki projekti so kar zanimivi. To je pa verjetno kaj, potisk, ki se rekel, je pa verjetno kaj, iz kakava pobarvanega. Potisk je bil pa v bistvu, ja, kakao maslo je pa barva. Na tiskalnik se je potiskal, pa se je pa po sektorjih vse razdelil, pa se je pa to na ta pravo smučo nalimal, pa da se pa je čokolada, da se je parjela gor od te folije. To je kukar ta acetatna folija. Ja. In se pa je to prime, če gre vse prav. Pa ta pravo smučo smo v kolu obrobali, da smo kukar kalup naredili na ta pravi smučo. Super. To je res zanimivo za videti. Pa kaj imate še? Zasledil sem tudi, da delate zdaj neke mini potice praline. To je pa projekt nastal lansko leto. To pa moram reči, ful zanimiv projekt, ful dober. To je pa zadaj stoji za tem projektom pa Zavod za kulturo Bled. Se moram zahvaliti, da so me takrat tudi delamo z njimi in je ideja prišla. V bistvu tukaj je bil zraven še pri tem projektu dr. Janez Bogataj sodeloval veliko in so oni razstavo naredili o potici v bistvu. In so Sonja Jezerškova, gospa Sonja Jezerškova je naredila potice ta prave, tako kot so. Mene so pa prosili, če lahko jaz čokoladne naredil. In sem jaz pomislil, jaz sem vedno tak, pomislil, rečem seveda. Ker mi izzive ful radi, pri nas. In sem rekel, bomo se lotili. In pa je bilo pa so pa malo, kar veliko težave bilo zaradi samega modela praline, ker potičnik vemo, kakšen mora biti. Mi smo se takrat z dr. Bogatajem, ful, tudi zelo prijeten gospod, pomenili, kakšen mora biti, ker to sem že tam rekel, da ta prave so, slovenska potica mora biti naravnost, ni po strani. To je bil ful strikten do tega. Pa v sredini luknja. In nismo pa težavo imeli, pa tak model ne obstaja. Ko bomo zdaj to naredili, pa imam pa jaz na srečo res veliko dobrih prijateljev, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi, tako da sem pa tam do Davorja pristopil, ki je tudi Miha od mene dela, na podjetje, pa Miha zraven, tudi to smo takmo trikotnikov, jaz rekel lahko. In sem pa jih nima pristopil na pomoč, sem rekel, bi mi to lahko naredili, srečajen. In sem pa dejansko ta velik potičnik sem nesel jeske, pa je to zrisal, Miha pripravil, Davor je pa je to vse zreskal, da je dejansko, da smo dobili model narejen. Ampak pa je bilo pa to treba še narediti model plastičen iz tega. Smo pa na to šli, da smo ga v bistvu termoformirali. Čez take projekte sem se ful naučil, pa neke postopke, pa to mi pa pač en gospod v Ljubljani pa je delal, da smo pa je termoformirali, da sem dobil jaz ta prav tak model, da je dejansko v obliki potice prišlo. Pa je pa ta projekt je bil ful dober, tukaj je bila tudi embalaža ful lepa, to je moj oblikovalec Klemen, ki je tudi od začetka z mano, je pripravil res lepo embalažo, taka slovenska, tudi čipka je gor. Kako si pa polnilo naredil? Polnila sem pa imel v bistvu od očeta, ker je oče imel že razvite polnila potic, ker so včasih delali s Ticem Radoveljca so sodelovali, ker so bile čekobelice in so takrat pač filali noter te taka polnila, mak, pehtran, pa orh,
Jaz sem pa dodal pa še mandel, zato ker smo, ne vem, 4 praline so v škatlici, pa 4 različne okusi, da pokrijo vsako eno regijo. Tako smo takrat z gospodom Bogatajem dorekli. Tako da in ta projekt je bil v bistvu za Zavod za kulturo, Bled nas je ful podprl, tukaj je bil gospod Bogataj zraven, Sonja Zerškova je naredila odlične potice, jaz sem pa čokoladne naredil, so tudi pač na koncu dobro izpadle. In pa smo pa šli tako naprej, da smo v bistvu te modele, smo rekli, zdaj pa jaz sem ful težko delal, ker to je čist drug, da je plastika, samo 6 pralinov je bilo na enem modelu in to je bilo kar veliko dela za narediti, da so veliko pralinov naredil. Pa smo pa rekli, zdaj pa pojmo pač v to in smo naročali pa v Belgiji, to lahko tudi rečem, da je prvi model, da so ga sam za nas naredili, custom made, tako da smo pa mi te vse poslali, te risbe, pa to, ko smo mi vse zrisani imeli v Belgijo in so nam oni pa naredili tak model, ki mora biti. Tole se mi zdi ful dobro, tale potica, ampak ni pa to edina stvar. Na festivalu čokolade sem zasledil, kaj letos ste zmagali za eno prav zanimivo kombinacijo okusov, če sem prav Ja, letos sem... Ribes pa čili. Pa čili, ja. Črni ribes pa čili. To je prišlo... Jaz se ful kdaj okusov spomnim, tako tik pred zdajci. Tudi vejo, ki je zmer festival čokolade, zdaj pa tekmovanje, Max, a so šparjal, seveda. Pa 5 dni, ki je treba priti pripeljati, kaj pa bom naredil, nekaj me pokličejo. In kdaj ideje dobim, pa če velikrat špilajo poj. Na kolesu, kje dobiš te ideje? Ja, na kolesu, ali pa, ne vem, ali pa ribolovu, ali pa čisto pride kdaj. Ne vem, izven... Takrat ne pričakuješ, kakaj sem, kakšni družbi, pa to, pa pride klik. Tudi ena ful zanimiva je bila za zaseko, mene je ta bila najbolj neverjetna. Za zaseko je bilo, zdaj smo še enega bolj zanimivega naredili. Ampak v bistvu, ki je bil ta zmagovalen, sem razvil že veliko prej. Za eno stranko, mojo, so pač tudi že sodelujemo in so hoteli neko novo pralino. Nek okus, vsak let reče, mi bi pa kakšen okus in sem pa to razvil in bil ful dober bombon, ker je črni ribe so zgoraj, spodaj pa temnega naš čilijem, nič zakompliciranega, pa temna čokolada je posod in ful dober špila zadeva. Čile je čist majhen, da bo praska, tako da ta pralin sem dejansko razvil ja že majhen prej. Drugače pa za seko sem ga pa delal, ta prvič, ki sem bil na festivalu čokolade, sem ga pa zasko naredil. To je pa prišlo iz kuharskih vod, ker sem enkrat z Gašperjem kuhal še v Taboru, je pa naredil neko karamelo za seko in sem rekel, wow, to pa pač špilalo pralino. In sem pa to ponudil. In je še danes sprašujejo po njemu, pa ga naredim. Pa se da kje kupiti te potico, pa vse te zmagovalne kombinacije? Ja, te potice imam v redni prodaji, ta zmagovalnega tudi skozi. Te pa naredim tako na vsake toliko časa. Limited edition. Ja, limited edition, ker zdaj sem pa delal, če lahko povem v okusah, smo pa glih, to bilo pa 14 dni nazaj, razvil, sem pa s sorškim sirom razvil. Sorški sir je pa kukar mohant, ful fermentiran, von ni prijeten, to delavca ni dišala prijetno. To sem po sodelovanju s restauracijo Tolc, v bistvu gostišče Tolc, na Sorci, tudi Primož Floreda, tudi smo prijatelji zdaj že ratali, sploh ne več tako poslovno, ampak lahko rečem, da kar prijatelji. In mi smo se že 2 let zgovarjali, Max, nekaj rabam, jaz sklen, pralin, ki pa še gor v moj svet. In pa zadnjič je pa enkrat res prišlo in rekel, zdaj imam pa jaz neke novinarje, pa imamo od sorškega sira, pa to jaz mi ni kuham, ti boš pa pralino meni naredil. Koliko časa pa zdržijo pa te praline, ko imajo not zaseko ali pa sir, ali pa kaj ima krajši shelf life? Zdaj to je treba kar hitro povedati, zato da ta okus še noter. Pa to, ne vem, te s sirom sploh, ker je spet malo drugače narejen, drugega naš pa to, tam 14 dni, 3 tedna. Ker reči tako pri pralini pravim, jaz garantiram za moje, da 2 meseca zdržijo, brez težav, ampak jaz vsakmu pravim, pa treba pojesti, takoj. No ja, seveda. Ampak načeloma kar zdržijo. Zdržijo, saj še, ne vem, kakšne karamele, kaj drugega drži še dlje. Ker čokolada sama po sebi, če temno čokolado nekam damo, to lahko par let. Ja, vse to je. Pač bo zgubila na vonju, bo zgubila na okusu malo, ne bo pa pokvarjena. Razen, če jo bomo dali nekam, ki ni vlage. Jaz zmeri pravim, mene ful sprašuje, kam pa pospravimo praline, rečemo vinsko vitrino. Tam, kukar je za rdeče vina, 16 do 18 stopinj. Ki pa ne ljudje čokolado shranjujejo doma? Doma pa v kakšnih temnih prostorah, hladilnika ne, ker je premrz, ker je res premrzel, pa je posivi.
Okay. Pa Kakšna pa je, mislim, kakšna temperatura pa vlaga? Idealna je 16 do 18% za praline, za čokolado, no. Da je pa temen prostor. Pa temen prostor. Ja, pa temen prostor. Kaj pa temperatura tam? Sobna, ne? Ja, zdaj, če nimamo, itak nimamo doma vsi. Ja, itak, ja. Vitrine Vinskega. vinske, ja, najbrž nimamo, ne vsi. Pa se pa da v kakšno špajzo, Špajzo. lahko, a ne, tam imamo ponavadi malo bolj hladno, pa tam se kam odlah pospravlja. Sam jaz mislim, da prav veliko ne pospravlja tega, da kar hiter gre. Veš kaj vprašam, te, ker sem enkrat imel celo žakelj čokolade, pa sem imel malo vroče v prostoru, pa sem imel vse kapljice Kaj? zlimale. Ja, hiter. To je tako hiter, v bistvu pa zanimivo je, čokolada ful nas se veže okus. Ja? Ne vem, kaj jaz tudi velikrat rečem vsakmu, da naj tablico čokolade odpre, pa naj gre pa kosil kuhati. Pa ne samo tako zraven, nek odprto. Ok. In to ful nas Res? se potegne. Bo golaž potegnil čokolado? Ja, bo. Jaz mislim, da bo malo okusa, ali pa kakšna čebula. Pa to. A pa si že kdaj poskusil tako z aromo obdelovati čokolade? To nisem jaz, je pa to imel oče v planu, da bi okuse čokolade delal, pa imel ful razvitih čokolad. Wow. Z brinem je bilo ful dober. Soljo, ampak on ni tako delal, da je bilo to posud gor, on je dejansko to čokolado. Infuziral noter. Ja, tako? noter dal. Ker je tudi svojo čokolado naredil v bistvu. Mhm. Zdaj ni prepražil pa to, ampak je ne vem, kakao maso 100% kupil, pa je pa iz tega naredil, ker imam tudi doma en stroj, ker je bilo to takrat mogoče narediti. Mogoče poveva na hitro, kako je sploh narejena čokolada, se pravi kakaova masa. Kaj je kakaova masa? Kakao maso pa dobimo v bistvu, ta prvo mi rabimo kakaovc za dobiti, da bomo, to je osnova za čokolado, ne. To pri nam pač ne rase, to rase bolj po tropskih, to pa da sem prav povedal, najbrž ne. Po tropskih bolj gozdovih tam, ki je drugače ob ekvatorju, je zelo dober. Pa to, pa in itak je ful različnih teh plantaž. Meni je ful zanimivo, zato ko se pa, ko to malo probaš, pa se poglobiš, okusi čisto različni. Čist druga, ne? Če greva zdaj tako, ne, mi rabimo kakaovec, ta kakaovec ponavadi mi, tisti, ki se ukvarja z bean to bar, dobi surov kakaovec, že pač, da ni prepražen. Ker to ga ta prvo na plantažah ga morajo oni naberejo, pa se ga pa to odpre. To je ful zanimivo za videti, jaz sem to po videu gledal, ful imam željo, da bom to pač obiskačil, neko plantažo zdaj v kratkem. Pa to daš na pol, pa ven potegneš tak sadež, in so te v bistvu zrna, so v taki beli pulpi zavita ta prvo. To sluzast, tako, nič prav lepo za videti. Je sadež ful lep, so različne barve, to je res lepo. Pa 2krat na let je kakaovc. To bom preveril, ampak mislim, da sem prav se zapolnil. Bomo preverili, ni problema. 2krat na let je. In potem imaš ta kakaova zrna, ne? To se še Pa kako oni obdela, morajo ta ne? prvo fermentirati to, da gre ta pulpa stran, pa ga pa sušijo tam na plantažah, pa to s bananinom telem pokrivajo listem, to na soncu sušijo. Pa se pa to ti jute vreče da, pa ga pa mi dobimo. In to je ta točka, kjer bi rekel, ko rečeš bean to bar, kar pomeni Tako je. bean od zrna kakava do ploščice tablice, čokolade. tako je, ja. Jaz dobim ta kakav, ki je že fermentiran in posušen. Ja, ki je posušen, ja. Pol pa ga je Fermentacija treba je samo še- zato, da gre una pulpa bela stran. Samo zato. Ja, fermentira in potem pa posušijo kakao zrna, pa ga pa v jutaste vreče dajo. To je tudi meni ful, ne vem, tako lepo mi izgleda, ki je ta stvar tam zapakirana. To so tudi dobre zgodbe, ki je oče še v Gorenjki delal, so ful zanimivih stvari tudi noter najdel. Pa. Ja? Kakšne Naprimer? kamne, kakšen telefon, mislim, da mi je rekel enkrat, ja, da je bil tako res različne, ki so dobili poj. Tako da, pa mi ta kakaovc dobimo, pa to moramo mi spražati. Praž se ne na visokih temperaturah, ne tako kakava. Pa je pa kle stvar okusa, kva hočeš. Ful, lahko tudi povem, da imamo 3 sorte kakaovca. Sam to pa mogo, to so pa neka latinska imena. Ok, vse ni treba. No, se lahko rečem, da so To najdemo. Ja, ok, in potem sorte. praviš različne, kaj je, čas praženja, temperatura. Ja, temperatura ne sme biti previsoka, pa čas tudi ne, zato ga lahko hitro se ga zažgemo. Pa ko mi to spražimo, pa moramo ločiti lupino od jedra. Zdaj to nam pač se danes da veliko strojev, ki to delajo, da to ločijo. Pa mi dobimo neločen kakaovc, to je ful zanimivo tudi za probati. Men, srovga, spraženega, pride arome. A to je tisto, ko imaš na tej cocoa nips, ko kupiš Ja, kakao, ja, je to ja. v bistvu tako To je okus, če to, ja. mogoče kdo že To je čisto poskusil. grenko, ampak ko pa različne probaš, pa vidiš pa razliko, so bolj sadni. Jaz fulkrat povežem čokolado z vinom.
Zato, ker pride iz zemlje oboje in se ful lahko poigraš. Tam delajo koveje, prvino, a ne dodajo to sorto grozdja, ono sorto grozdja, klepa lahko tudi narediš. Zdaj bom pa vzel ta kakavc iz Madagaskarja, pa bom probal z unmu zmešati. Ful je popularen, da ne vem, da so kakao zrna samo iz single origin, iz ene plantaže, a ne, da je tam podpis, da vse pride z iste. Ampak jaz bi če bom enkrat pač ful imam željo, pa pravijo, da si moraš reči, da bom enkrat to delal, da bi pa naredil neko mešanico, da dobiš svoj kove čokolade. Ja. Zdaj ne vem, a se to sliši dobro, najbrž me kakšen nazaj za norce imu, ampak jaz mislim, da bi to špilal še zmeri. Jaz tudi mislim, da bi. Tako da, pa mi to ločimo, pa moramo dati ponavadi, zdaj, da preskočimo, majhen dajo te zrna, ki so ločena, v tak grinder, da dobimo tako bolj pasto, malo bolj grobo že. In to je ta kakavova pasta? To je kakavova pasta, ja. Okay. Pa, zdaj, če gremo v čokolado, moramo to dati še zmeri ponavadi se v melanžerjah, včasih se melanžer reče, to je tako dva kamnasta, ki se vrtita, kakor za olivno olje so včasih imeli malo podobno zadevo, če lahko za primerjavo, ampak le ste pa dva in to meša. In pa tam mi dodamo sladkor noter in dobimo pa čokolado. Kako pa pač uravnavaš količino maščobe, kakavovega masla, to je iz zrna, različne zrna obdelane ali kako? To je v zrnah, ja. Načeloma, kakšni lahko dodajo, ampak pa že spet, če dodaš neki procentov kakavovega masla noter, pa že lahko prekršiš to, da ni več bintobar. Da ni bintobar. Ampak načeloma se nič ne sme dodajati. Doda se sladkor, zdaj, če je pa mlečna čokolada, se tudi lahko dela, pa se pa doda kakavovo, mleko v prahu. Mleko v prahu. Tako da pa dobimo temno čokolado in tam štartamo. Ampak to se ful časa vrti v tem melanžerju. To lahko po 2 dni tudi traja, da dobimo. Jaz se spomnim, to so začetek šla nekam v Italijo na en tečaj, v bistvu 2 ponudnikoma in smo tam to delali. In smo spražali, mi smo takrat še v pečici spražali, prav tako v konvektomatu, ki se tudi lahko. Pa smo pa vse te postopke šli skozi in smo dejansko pa svojo čokolado naredili na tablico. Tako da to je taka, to je na hiter, zdaj, če sem razložil, kako pridemo iz tam, da pride. Zdaj pa jaz pa delam, pa če pa čokolado že dobim. Jaz ta postopek preskočam trenutno in dobim že čokolado v dropsah, v nipsah in pa če sam temperiram, pa določam. Ko smo pri temperiranju, čisto na hitrco, letos si bil gost v Masterchefu. Ja. So te povabili kot mojstra čokoladnih pralin, kar Res seveda si. In kakšna je bila ta izkušnja? No, ta izkušnja je bila ful dobra, pač to mi je bilo ena kljukca v življenju, ki sem po moje za cel življenje zapolnil. To je bilo ful zanimivo, ko sem dobil klic, tudi že kar nekaj časa nazaj. So rekli, da bi prišel na en sestank, imamo par vprašanj, pa to v pralinah, pa sem šel, pa sploh nisem na začetku vedel, zakaj se gre, no, pa se usedemo. Pa so rekli, če je to možno, da bi pač vključili v oddajo, da bi delali praline tekmovalci, ampak da bi pa jaz ta masterclass pokazal. In meni je bilo to itak, kaj za? Meni izzivi so meni ful všeč. Pa še prvič sploh na takmu nivoju, da prideš, ne vem, na Masterchefa, pa da lahko tam se pokažem, mi je bilo to tako, res ena kljukca. Lahko reči. In pa je pa z tega prišlo, jaz sem razložil, ko se to dela, kaj rabimo, tam je ful dobra ekipa, ki delajo. Smo se tudi res povezali in dejansko je bilo je prišli do tega, da so potrdili, pa da smo letos marca smo pa oddajo snimali. Torej, da mi povej, kakšen izziv so imeli tekmovalci tam, kaj si jim zakuhal? Težek izziv so imeli, moram reči, ker bilo še mene majhen strah, če bil na stran. Ja, so le Masterchefi, ne? Tako da, ja, mogli so, v bistvu, jaz sem bil tam, da sem jim pokazal, ko se je pralina naredil, v bistvu, začetka do konca predstav. Od modela pobarvanja do temperiranja čokolade, do polnila. Razložil sem, kakšne vrste polnil so, kaj treba merkati, kje treba merkati, kaj je pomemben. Ful pomembne so temperature pri vseh teh zadevah, pri sami, ki barvamo model, pa je temperiramo čokolado. Tako da izziv so imeli res težek, to moram reči, ker sem spremljal to, sem bil kar, kaj sem jim zdaj naredil. Kaj so mogli narediti? Oni so mogli narediti, mislim, da škatlico pralinov so mogli dostaviti v 120 minutah. Super. Nekaj 10-12 pralin, mislim, da. Različnih? Ne, en okus, zdaj lahko si naredil 2 tiskih hotov. Okay.
Pač oni so imeli čisto odprte, tam so imeli model, v barve, trgovino odprto in so mogli narediti po svojih okusah praline. In to je res težek izziv, zato ker pač ene stvari rabijo čas pri čokoladi, da se pa tam že v štartu lahko narediš napako. Ne vem, stemperiraš Kaj slabo so mogli na barvo. roke temperirati? Ja, pa čokolado na roke temperirati. Oj, In to dvakrat. A ne, ker jo moraš ta prvo za šalčko narediti, pa še zdaj. pa še za zapret na konc. A ne, pa vmes moraš v hladilniku imeti, da se je vse strdil, pa to za ta izziv je bil res zelo težek. Ej, ko smo glih pri temperiranju, samo zelo na kratko, da poveva, kaj to je. Kaj je temperiranje čokolade, pa zakaj je pomemben? Ja, temperiramo čokolado, zato v bistvu se ti kristali sladkoresen odpovežejo in je čokolada prvič ne posivi, drugič ima čist drug pač okus, res se čuti to na okusu, pa taka je, ko jo prelomaš, se sliši ta Tleskon. Ja, hrsk to, in to je najbolj pomembno. To je tudi, ko pri pralini, ko grizneš, da zagrizeš, da se to sliši. To je. Ali pa pri tablici, nekaj polomaš. Pa noter jo pa vidiš, da je enaka, da niso neke maščobe razdeljene, pa sladkorji. Pa. Da tudi na temperaturo najbolj, ko primeš v roke, da se ne stopi. Ja, če ni temperirana, pa če je prav temperirana, tudi čokolada kar neko temperaturo lahko preživi. Zdaj to govoriva, ne vem, na 20 stopinjah ne bo se kaj stopila. A ne, pa čist je druga na okusu. Pri meni je to ful fascinantno. In to dobiš kako? Če bi doma se lotil tega delati, kjer način bi priporočil? Če se doma lotimo temperirati čokolade, je ful dobro, da imamo nek graniten pult ali pa en del granita, pa rabimo čokolado ta prvo najprej stopiti do 45 stopinj. Več kot 50 ne smemo jeti pri čokoladi. Tam do 45, to govorim zdaj za mlečno, belo, temno. Okay. Vse. Pa moramo to ohladiti nazaj, pač, da jo stemperiramo in tam se začne. Zdaj, vsak proizvajalec čokolade ima v zadnji napisan, kera temperatura je ta prava. Tako da posejo pa, ne vem, če vzamemo kilo, zdaj ful težko bom povedal natančen, pa vagati kle težko. Vzamemo na kilo čokolade, jo stopimo 45 stopinj, pa jo pa eno tretjino, v bistvu, da eno tretjino noter pustimo v posodi, ostalo pa zlijemo ven na ta graniten pult in jo začnemo v bistvu mešati, osmice, ohlajati. Ja. Ampak ne smemo pa preveč ohladiti, ker nam pa je lahko že tam trda rata. Okay. Na točno določeno temperaturo, ko ima vsak napisano. Ja, pa se jo pa v bistvu nazaj da. Jaz sem malo čuden postopek, zdaj sem narobe povedal v bistvu. Najlažje tako, ja, da se jo stopi, pa se jo pa v bistvu na granitu to ohladi. In jaz osmice delam in je treba na to temperaturo dati. In poljo kaj, nazaj se greš, ima neko delovno temperaturo? Ja, zdaj ponavadi je dobro, da tam do nekih, ne vem, 28, pa to pa greš pa nazaj na delovno temperaturo, ne vem, 30, 31, čisto odvisen. Jaz doma tudi velikrat pri čokoladi izbiram temperature, sam pri meni to na srečo mašina naredi. In kdaj velikrat, sploh če zamenjam proizvajalca čokolad, ne vem, probavam, kjer mi najbolj odgovarja, ne, pa samo tablico vlijem. Brez termometra pa ne gre, ne? Ne. Ker jaz sem eno metodo enkrat zaznal, pa ne vem, če je najbolj zanesljiva, ko jo pač potem sidaš oziroma stopijo čokolado, pa noter hladno dajo. To je pa tudi druga varianta, ne vem, če ne bomo pacali pa tega, pa vzamemo, ne vem, kilo čokolade, pa damo v mikrovalje, stopimo, pa v bistvu eno tretjino jo ven vzamemo. Eno tretjino ne stopiš, ne? Ja, eno tretjino ne stopiš, pa kuno zmešamo, ki se je stopljena, na 45, pa to dodajamo lepo not počas. In pa ne bi približno bilo. Ja, in prideš nek tak pravil, ki pride. To sta dve take variante. To je mogoče še za doma, tistega, ko nima termometra, najbolj tako. Tretjino jo ne stopiti, pa je noter dati stopljeno, pa ne jo preveč se gre, prosim, nikoli zavreti čokolade, Bog pomaga. Ja, to se tudi ne sme, ker se tudi zažge, tudi v mikrovalju se hitro zažge čokolada. Bela je težka za delati. Bela sploh ni čokolada. V bistvu, bela čokolada ni čokolada. Ja, zato, ker nima kakavovih delov not, ima samo mleko v prahu, pa kakavo maslo. To je pa sladko. Kaj imaš proti beli čokoladi, Max? Ja, ne veliko, ampak imam pa nekaj vkusek dela. Jaz delam z belo čokolado tudi. Pa ljudje imajo zelo radi belo čokolado, to je meni presenetljivo. Jaz imam zelo rad. Sploh mi daš kakšne citruse zraven. No, to se paše. Jaz, ko delam, zmeri
te kombinacije iščem, kaj bi šlo z belo, itak sadje, a ne, ker je bolj sladka, neke kisle sadje. Pa moja najljubša čokolada je temna. Temna. Temna, tam do nekih 70%, več pa 70%, vse jo povem, ampak ni mi pa več unga. Kaj pa z rubi delaš kaj? Ne. Ne. Ne, to mi pa ni, ne vem. Ti Nisem ni se- všeč. Ja, jaz sem ful za tako, ki je nek trend, pa to se ga kar nočem. Neki... Ker rubi ne bi bila neka v bistvu nova sorta To je nova čokolade? sorta čokolade, ja. Točno se sploh nisem še poglobil, to, ker me res ni zanimalo nikoli. Ne vem, delam svoje te stvari, ker zame še zmeri čokolada je temna čokolada. Temna čokolada. ne. Tako, to je a ne, ti Jaz sem tudi naraj 70%. to mi je iskreno. taka, da poješ lepo, pa okusaš, pa spet je dobro, ko probaš iz drugo čokolado. ne vem. Pejva nazaj na Masterchef, malo sva zašla, sem te preveč se Ja, jaz not padem hiter. Kdo, a so te kaj prepričali? A so bili dobri okusi? Jaz nisem probaval. A nisi ti Ja, jaz probal? nisem probaval. To pa ne sramno. Jaz nisem Mojstru probaval. niso dali za probati. Okay. To so sodniki pa je probavali, pa so bili kar no, tisti, ki je dostavil, so bili kar zadovoljni, moram reči. So bili. So bili tudi tekmovalci, moram reči, pa tudi iznajdljivi, eni zelo. Sem videl, ki je kaj šlo narobe, pa so se znajdali zelo hitro. Tako da zanimivo je bilo, meni je bilo ful zanimivo to gledati, ker sem jaz tam opazoval poj. A bi šel kdaj v Masterchef? Ker si, ne nazadnje si bil v kuhinji, ne? Konec koncev bi... To sem mogoče na začetku hotel, enkrat, ko Ja? sem malo razmišljal. Saj sem bil zmer tak, ker sem nisem hotel neki prav izpostavljati pa to. Bova rekla Hani, da te prepričam. Ja, Hana pa je mogoče lahko pripričala. Tako da mi je bilo pa ful dober ta izziv, a ne, da sem lahko pokazal to, ta masterclass, da sem jim tam da sem lahko pokazal to svoj poklic. To moram reči, da je zelo lepo od njih, da so res Ja, prepoznali to sem- kvaliteto, ker pač jo pač definitivno vzdržuješ. a ne. Gre ful, ne vem, zahvalen jim, celi ekipi, no, da so me sprejeli, pa da so me vzeli takrat za ta čas, ko smo sodelovali. In si imel priložnost se predstaviti, če malo bolj v Sloveniji. Ja, ne? Sloveniji, A so ker kaj to je- deževale, pol... Zelo velik, ja, zelo Se- velik. Pa tudi, konec koncev, Masterchef je najbolj gledana oddaja Ja, od res je, vseh. res je. Tako da je kar veliko ljudi tega videli, kar veliko sporočil smo dobili, zelo veliko povpraševanja je bilo takrat, tudi spletno stran smo jih takrat naredili. Tako da je bila res ena ful dobra izkušnja taka. Pa tudi dobro mi je bilo tam pa nastopati, pa ko sem padal v svoj svet noter. Jaz sem se najbolj bal na začetku, ko se bo vrata odprla, pa bom šel kek, te predstavijo, Ja. da je to, da sem konc, da Da bom boš- zmrznil. Ja, da bom zmrznil. Tako da, ampak so pa je rekli, da naj se ne sekiram, da se lahko še enkrat posname, če ni. Ampak so pa sem odvozil, jaz sem bil v drugem svetu, ko sem delal, sem pozabil na čas, na njih, na vse. Ampak je zanimivo, zato ker ne vem, so kamere, moraš delati, zraven govoriti, pa še fajn je, da izpade glih tako vse lepo, ne, da se tam ne tresem, kaj delam, Ja, da so veren. seveda, pa sej je tvoj posel, ampak čist verjamem, treba narediti svoje. Ne? Tako da je bil letos kar tak zanimiv let že za sabo. No. Kakšna pa je prihodnost Molineta? Imaš kakšne plane za naslednjih par let? Kakšna trgovinca, širjenje delavnice? Kaj zaupaš? Imamo planov, imamo ful zapisanih v glavah, imamo veliko, zelo veliko, mogoče preveč malo. Zdaj trgovine, da bi svoje trgovince tako, samo kot trgovinco fizično, to sploh ne vidim v današnjem cajtu smisla. Ker prek spleta najbolj pali. Ne? Splet, zdaj kar bi razširil delavnico, ker bi naredil neke čokoladne delavnice, še na team building je pa to imam ful željo, to bomo mogli narediti, ker imam veliko ljudi zanima, ko se to dela. Super ideja. To bi v prvo stvar šel, pa mogoče enkrat v prihodnosti, pa ne vem, da bi nek lokal lahko imel, ki bi se dale tam kupiti moje praline, ki bi lahko pojedel mogoče kakšne slaščice, spet tako od enega. Ker res tega, jaz ne bi šel v to, da bi jaz pekel, pa to že mešam, pa hruške pa jabolka, pač dober sem v tem, sem dober, nočem pa drugega delati, pa da ne vem, kakšen konjak, viski na tako, bolj tak klesi botičen, majhen. To je pa za v prihodnost, ampak trenutno pa seveda kakšnega, da bom lahko zaposlil, ne vem, v roku enega leta, da še 2 roke, da bo to mi zdaj ta prvi tak največji izziv, pa zato, ker vidim, da težko sam s svojim rokam naredim vse. Ja, verjamem, ja. Se tle si rekel, ne, da ti dost pomaga družina, pa me zanima, kakšna je kaj dinamika, to mora biti kar težko, družinski posel, pač vzdrževati odnose, pa posel furati, pa vse družinsko. Je bilo zanimivo vprašati moja sestra. Kaj pa tvoja sestra pravi na to? Ja, jaz sem pač ful hvaležen družini, da takrat sem se odločil,
ki so itak vedeli, da jo najbrž mogli pomagati, a ne, ker težko je reči, ne bom prišel tebi delati. A ne. In tukaj sem res hvaležen. Tudi itak imamo veliko zapletov, velikokrat se skregamo, zato tudi jaz sem tudi, da je taka oseba, pa družini najhitreje lahko rečeš, a ne, marsikaj, ker ne bi smel. A ne, ker drugmu ne, pa ne, ker še kam ga poslal v rože različne. Ja. Tako da kle mi sestra mi velikokrat pomaga, pa mož od nje zelo. Tako da pa imam pa še, mami pomaga pa tako, da mi kam pele, ali pa Amerika tole od sestre hčerko. Ker mami pa toliko časa delala in je rekla, jaz pač zdaj delala tep, ne bom noter, bom ti pomagala z drugim stvarmi, lahko ti pelem, lahko ti grem iskat. In mi tudi ona ful s tem odvrne. Tako da pa imam tudi za sestavljene škatlice, nepridne punce, moram tudi njih hvaliti. Starejše so, pač v penzionu in mi ful priskočijo na pomoč, ker rabam in delajo, so pridne. Tako da tako imam pa kle imam pa zdaj v proizvodni sem jaz, ker je v bistvu pralin, pa tega se tiče, vsaka pralina gre čez moje roko do zdaj. Vsaka je šla, še ena ni šla, da ne bi šla en del čez moje roke. Pa pridemo na drugo stvar, kar je pa tega social, pa marketinga, pa vsega, kle pa pač moram pohvaliti. Kle pa Hana, to je pa carica Hana, stoji za tem vse, ona je pa tudi ena zadolžena, da sem v bistvu se danes tudi to lotil, da danes delamo, pa da smo tam, ko smo. Kaj jaz mislim, da pa to lahko povem, pa to večkrat povem, da brez nje ne bil po moje, da tam, kar sem. Od ta prvega dneva v bistvu sem rekel, kako pa naj se lotam, in je rekla, zdaj pa dosti, ti začni, jaz bom pa začela social delati. In to smo pa začeli Instagram, Facebook, in je v bistvu ta prvega dneva zraven in ona zdaj že tako daleč pač prišla, da že težko, sploh ne morem brez nje, ne bi mogel delati. Ker mi ona toliko pomaga pri stvarih, pri marketingu, pri socialnih omrežjah. Itak se, kaj me snema, se besedila, morava skap nagruntati velikrat ona, kaj s njo ideje. In res je dobro, temu kar dela, pa če sem toliko hvaležen, da sva se dobila, da sva se najdla nekako, ker sva že prej prijatelja, veliko. Prijem sem jaz sploh to dela. Tako da... Zdaj bo dobila kar nekaj ponudb za delo, toliko si jo pohvalil, da... Vse si zasluži. Vsi ti, ki mi pomagajo, pa je veliko ljudi zraven zadolženih, da sem danes, kje sem, sploh pri Molinetu, da sem pač lahko postavil, ker je bilo, vmes je bilo zaprto, vmes je bilo sploh v nedelovanju podjetje, več let. Si pa rekel, mislim, da imaš rajši okuse pa kreiranje tega in kakšen tak res ful odštekan okus, ki ga nisi dal ven, pa pač, ko si pač razvijal okuse pralin, pa da ni sploh prišel v proizvodnjo ali pa ne vem. En je ful dober s kozjim sirom. S kozjim sirom? Ja, pa limona, to mi... Wow, ok. To smo zdaj to en gospod pokazal, ko smo se učili čisto na začetku. Prej sem še sploh odprl, pa vse smo tako pralin nareden, tam je tako v spominu ostal, zato ne povežeš, ampak pa probaš, je pa dejansko res dober. A bi mi naredil en čili con carne pralin? To bilo tudi zanimivo narediti. Zdaj, kako bi to upeljal noter, smo že imeli kakšna vprašanja različna. Zadnjič me je gospod vprašal, kako bi lahko, če bi si postrvi dimljene lahko naredil. Kaj, infuziraš jo pač, nadimiš čokolado, pa spodi postrvi dimljene? Ker jaz hočem te okuse pa toliko naredim, bi ful rad, da je to dejansko pa je za pojest, da rečeš, ok, in to so pralini, ki jih pojemo, ki boš enega povedal. Ne tako, da jih bom jaz v prodajo dal po škatlice, ampak še zmeri pa hočem to pa tako narediti, da ni zdaj, da bom jaz samo neki natlačen v to pralino, pa zaprl, pa ugrizneš, pa te mine. Vse, če lahko tako povem. To je signature pralina za kakšne take bolj restauracije? Ja, tako smo zdaj za tolca naredili s tem njegovim sorškim sirem. In to je pač, jaz bom rekel, da smrdi ta sir, se tisti ga pozna, bo isto rekel. Bolj ko smrdi, bolj je dober. Ja, to pravi, to sem naučil. Ja. To je bilo zanimivo, ko sem jaz to delal, sem rekel, kaj bom jaz. Jaz sem prav poklical ga, sem rekel, kaj smo ti zdaj naredil. Sem rekel, da lahan se moram luftati. Sem rekel, na koncu tudi ugrizen nisem upal upravljati, ker to je bilo itak, spet last minute. Jaz sem delal, sredo zvečer je bil dogodek, zjutraj sem pa delal. Pa mišel. Pa hitro pohandlaš situacijo, kar nekaj razvoja. Velikrat je po moje tako najbolj. Ja.
Ja. da pridejo poj. In sem naredil in sem pa šele prnemo, se rekel, jaz nisem še probal tega, tako da vas zdaj skupaj probala. No, le, jaz pol računam kakšen čili con carne, ali pa če greva na slovensko, mogoče lahko joto spraviš v praline za kakšen festival, ali pa kaj bi bilo, kakšen ajmoht, ali pa... Ja, to je bil izziv, to je pa spet eden izmed velikih izzivov, da bi lahko probal povezati. To bi mogel pa fest premisliti. Težko je izraziti vse te okuse pa teksture v tako majhnem grižljaju, Ja, kot je da bi, pralina. ker meni je ful pomemben, da kad ti ugrizneš v pralino, da veš, kaj je. Ja, A ne, da ni, pismo, a je bila limona, a je bil mango, a ne, ali pa tako, a ne, dve čisto različne stvari. A ne. Meni je to najbolj všeč in to jaz tudi gledam skozi sebe, ko kupam veliko stvari, pa to v kakšne praline in probaš. In da, ok, to mi pa okus je, dejansko je po borovnici okus, ne moram reči, da pa je. ja, To je meni najbolj važen. pomemben, ja. A ne, in tudi pa je s tem okus in če gremo, tako kot smo zasko naredili, pa ta mohant, a ne, dejansko pa okusaš to, pa obenem pa še ni nagravžen. Če lahko rečem, če lahko tako besedo lahko rečem tako, ker kakšne stvari so, pač ne pašejo skupaj. Je pa tudi stvar okusa, ne? Je pa stvar okusa, je pa tudi ljudem je, jaz zmer povem, tam pa pač noter, ne vem, sir mohant, zdaj vsakmu sem to, jaz nikoli ne dam praline, pa rečem, ker vsak ima v glavu, to bo pa nekaj lešnikov, kar nam je lepo, pa te pa sir zadane in hiter, ker pa ti že preklopaš v glavu, pa rečeš, ok, to bom pa probal, pa jaz tako vsakmu rečem, če ti ni všeč, tamle pluneš ven, pa dam ti en lešnik za okus popraviti. In to je to. Ok, ko so želi prelešnikov, kaj pa je najbolj popularen okus pralin? Kaj se najbolj prodaja? Pa meni je pistacija. Pistacija. Ja, še kar bi lahko rekel. To je že prvo očetu bila ful zaželena, pa imam še kar enak recept, malo sem samo dodelal ga, jaz sem dal še na tako crunchy. Crunchy zadevo not, to je kukar isto hrust, tako Dubaj, sam da sem jaz pač ne moram reči, da je dubajska, ker nima tudi ene iste, pač nima Kaj, vafle noter? Ne, cornflakes dam. Cornflakes, odlično. Jaz dam cornflakes noter. Ostane hrustljav, kaj, v čokolado zmešan verjetno? Ja, kakavovo maslo ga zaščiti. Ok. Kad dam tam, samo dno naredim Ok, iz tega. In ga on zaščiti, da ne pride noter vlaga. Pistacija pa koruza, torej. Ja, na konc, da je neki crunchy. Zato sem spet dobil neki, se mi da. Jaz velikrat dobim tako nek. Ful dober, vse Izven teksture so stvar. konteksta. Veliko mi je pomagalo to, ko sem kuhal, no. Malo te okuse, pa kva bi šlo skup, kva ne bi šlo skup. Itak na koncu se prodajajo, ne vem, zaželen lešnik, pistacija, ne vem, karamele, ful. No, jaz bi definitivno naročil dimljeno postaro. Naročil bi te s serom, joto bi tudi vzel, ker sem zelo radoveden človek. Bi mi z veseljem bi probal te stvari. Joto bi mogel dati, da bi jo No, povej, kako bi se lotil tega izziva? Deva, da hiter poved, kako bi naredil joto, to bo ful dober klip za social, kako bi Max naredil jota pralin? Če bi to se mogel loziti, ampak to sem zdaj klik dobil, ker itak sem zdaj razmišljal o tem. Jaz bi nekako to probal, da prej si infuziral okus, da bi dobil to, da bi jo ali povril do konca, ali pa čisto v juho zmlel. Pa bi pa to probal, ne vem, nekako noter unesti ali zaželirati, ali neki, da bi to držali skup, pa bi pa probal dodati nek hrustlav element, slan. Ucvirk. Ucvirk, ali kakšen hrustek slan. Hrustek. Tako, to zdaj zdaj pa že v glavu pretehtam, kjer je okus se skup dal. Ja, zanimivo. Kjera čokolada, ne vem, bila temna, klep skor... Čisto temna, ne, a? Ne, klep skor mleč, ne vem, to bilo zanimivo. Malo dimljeno rabiš, ne, da klobaso imitiraš, pa zelje, pa fižol. Fižola ni treba, ne. Zasko imamo že narejen neki, pa mogoče lahko pokombiniral, ampak bilo pa tako nekako se probo izzivalo. Zdaj ne bi pa jaz samo dal žlico jote noter, pa nekako zaprl, pa rekel, to je pa prenez jota. Zmrzljena jota v čokoladi temperirani. Ja, dejansko bi krogelce naredil lahko, pa zmrzno pa oblil, pa to dam, ful dober, pa itek nagravžen. Ne, jaz mislim, da bi bilo treba joto zbrati. Ful si jo dobro sestavil, se veselim. Tako nekako bi mogel, tako se lotam kakšnih stvari, ampak to sem zdaj idejo gledal, zdaj se mi posvetil. Super. Pa še polento bi rad videl noter, pa smo. To pa sploh ne bilo tako težko, mislim, da. To bilo pa ful bolj lažje.
Max, ful ti hvala za tale pogovor. A imaš kakšen navdih za ljudi, ki jih mogoče zanima čokolada, pa ta biznis, da bi jih spodbudil, da grejo v to? Ja, seveda, ker čokolada pravi, da itak usrečuje ljudi, tako da na srečo. Usrečujem ljudi, pravijo pa, Ja. če je dobro, no. Zaenkrat je. Tako da pa ja, tisti, ki se hoče lotiti, ne vem, če bo kdo kakšen vprašanje, mu je z veseljem kaj delim, pa itak je pa treba samo štartati, pa čim manj, samo to je moje mnenje, ne vem, tak sem jaz, čim manj razmišljati, kaj gre lahko narobe, pa ker gre itak veliko stvari lahko narobe, pri temu, že pri izdelavi, pa še pri poslovnem modelu. Ker na koncu moramo narediti, pa še prodati. Itak je pa to najbolj pomembno, da denar dobimo, pa da lahko kaj novega naredimo. Tako da treba biti pogumen, tako kot v vsaki stvari. Zdaj je to v slaščicah, je to v čokoladi. Ker se mi zdi, da je tudi zdaj veliko ratelj pri nas, tudi čokoladnih mojstrov, da se s pralinom ukvarjajo. Se mi zdi. Tako je ful slaščičarjev, pa slaščičark ratelj. Ljudje na splošno imajo radi sladko. Zadnje čase veliko. No, sam zadnje čase. Pa tudi kultura se je spremenila, prehranjevanja, pa ljudje radi kaj tudi probajo. Vse imamo te klasike, ki probavajo, pa jih ena ne boš premaknil. Bojo samo, ne vem, pride do mene, pa bo 50 lešnikov vzel. Ja. Pa imam tam 10 drugih, pa mu dam za, ne 50 lešnikov bom vzel. Okay. Ampak dober, ja. Ampak veliko ljudi pa proba, pa hoče probati. Ne vem, tako sem naredil sirom, da bom probal. Tako. In se mi zdi, da se spreminja tudi ta način prehranjevanja, da ljudje hočejo kaj novega, da so željni nekih novih stvari, ker itak je zdaj ta social močan, pa vse se da tam dobiti, videti. Tako da te inovativne stvari so mi kar po moje, da so trenutno kar zanimive. Pa nove stvari treba skozi delati. To jaz vidim pri sebi, da pa sem mogoče kar velikrat pozan, pa da razviješ nove, ali so to okusi, ali so to nove izdelki, karkoli skozi je treba migati. To je ful pomemben. Tako da, ampak vse delamo v tej smeri, da bomo enkrat šli tudi, da bom lahko malo več razvijal stvari, ker imam ful veliko takih stvari še za ven dati, ki jih je že oče razvil, pa jih nobeden ni, da jih svetu lahko pokažemo. Kreative ti ne manjka, vidim. Ne, to imam kar, preveč idej mogoče. Tako da pa to, tako kot sem rekel, ful rad bi, da lahko ljudem pokažem, da pridejo do mene, da jim pokažem, kako se to naredi. Max, kje te lahko najdejo? Kje lahko najdemo tvoje čokolade na spletu? Spletno stran imaš novo, lahko... Ja, v bistvu, zdaj bomo letos glih spletno stran naredili, tudi spletna trgovina bo zdaj prišla zelo v kratkem času, tako da boste mogli Instagram spremljati, tam sem ful dejaven, pa Facebook, tako da drugače se bo pa dal na spletni trgovini naročiti, pa pri meni se da v Kropi dobiti, na naslovu, tam kaj izdelujem, pa sem vesel, tisk bo prišel, da se vidimo, pa to je pa to. To je pa to. A imaš še koma karkoli za zaključek? Komu? Ja, hvala, v bistvu, ful se moram zahvaliti. Tebi se lahko reče, se lahko tikava. Prosim. V smislu se tikava že vaš čas. Ful se moram tebi zahvaliti, v bistvu za povabilo, moram reči, da je to prvi podcast. Da vas, super ti je šlo. In sem bil kar vesel, da sem lahko povedal to svojo zgodbo. Jaz upam, da jo navduši, da kdo navdušen kle. Pa za konc pa itak se moram zahvaliti vsem mojim pomočnikom, pa vsem, ki so zadolženi, da sem tam, ki sem v bistvu lahko, pa da gremo naprej, da se premikamo. Da se premikate. Ej, super. Max, hvala ti še enkrat za tale pogovor. Tudi jaz upam, da bo marsikdo najdel navdih v tvojih besedah, v tvojih delih. Pejte probati njegove praline, jaz sem jih že večkrat in so res neverjetno okusne. Lepo se imejte, mi se pa vidimo naslednjič. Če želite podpreti družinsko obrt, ki že več kot 20 let ustvarja izvrstne čokolade, skočite v Molinet hišo čokolade in definitivno poskusite njihove praline. Zelo so okusne. Sicer jih pa tudi vsako leto najdete v Radovljici na festivalu čokolade. Meni se zdi res navdihujoče, kako lahko iz ene take majhne delavnice nastane tako široka in obsežna zgodba. To se zgodi, kadar so ljudje s srcem pri stvari in pri svojem poslu. Hvala, ker ste nas poslušali. Če vas je zgodba navdihnila, ne pozabite klikniti na subscribe, napišite kakšen komentar ali pa preprosto podcast podelite naprej. Do naslednjič, ostanite sladki in radovedni. Se vidimo.